Živijo, spet smo skupaj v novi epizodi podcasta Inspiracija. Tokrat imam spet za vas eno temo, ki je povezana bolj z javnim nastopanjem, ampak jaz mislim, da so te teme vedno zelo dobrodošle in uporabne tudi, bom rekla, v vašem osebnem, zasebnem življenju in pa nasploh v medosebnih odnosih, kjerkoli, ali je to na delovnem mestu, ali je to doma s partnerjem, mogoče z otroki, ali pa tudi kar se tiče komunikacije s samim seboj. Tako da te stvari so vedno povezane, tako da težko je ločevati eno in drugo. In kaj je tema? Tema današnje epizode je posmehovanje. Posmehovanje, ja. Predvsem, zakaj se posmehovanja tako bojimo, zakaj se nam ljudje posmehujejo, kaj je to bistvo tega, bom rekla, pojava pri javnem nastopanju, pa tudi nasploh, ko se izražamo, zakaj se tako bojimo tega posmeha. Ko sem delala z ljudmi na tem področju, pa še vedno delam, kdaj pa kdaj, se dostikrat obrnejo name in dostikrat slišim to, da se zelo bojijo posmeha, da bi pač izpadli neumno. In to se mi je zdelo tudi vredno izpostaviti v temle videu oziroma v tej epizodi. Kot prvo, naj razčlenimo, zakaj se ljudje sploh posmehujejo. Ljudje se nam posmehujejo oziroma se nasplošno posmehujejo zato, ker pri drugem vidijo nekaj, kar pri sebi ne sprejemajo. A ponovim še enkrat. Torej, drugi se posmehujejo v bistvu tistemu delu sebe, ki ga vidijo v vas, pa tega ne sprejmejo pri sebi. Ja. Dobro razmislite o tej izjavi. Ker to tako je. Tudi če se mi ali pa vi kdaj posmehujete komurkoli, če se boste takrat res poglobili vase, boste ugotovili, da se v bistvu posmehujete sebi. Konec koncev je to resnica, ne? Kar počnemo drugim, v bistvu počnemo sebi. Tako da vprašajte se, zakaj je tako težko sprejeti ta del, ki ga imate vi v sebi in ga vidite pri drugem. In projicirate to lastno nesprejemanje na drugega človeka. In to, kako tretirate potem drugega človeka, v bistvu reflektira odnos, ki ga imate vi do sebe. Tudi če se ne strinjate z izjavo nekoga drugega in se vam zdi mogoče smešna ali pa neprimerna, ste še vedno lahko spoštljivi. Če pa se, bom rekla, odkrito posmehujete vi komu ali pa če se drugi posmehujejo vam, je pa to odraz točno tega, da v bistvu je en del vas, ki ga tako težko sprejmete, da ga raje projicirate na drugega, ker je to lažje, ker je to manj boleče, ker se vam ni treba poglobiti vase. In obratno, ne? Tudi drugi, ki se vam posmehujejo, ki v vas vidijo nekaj, kar je vredno posmeha, neko tarčo, je to v bistvu odraz njihovega občutka lastne nevrednosti zaradi določenega, bom rekla, mogoče določene lastnosti, določenega dogodka, mogoče iz preteklosti, ki ga težko sprejmejo. Skratka, vedno se vračamo nazaj k sebi. Kakorkoli obračamo, vedno pridemo nazaj k sebi. Ja. Torej, to je prva stvar. Druga stvar je to, kako reagirati, ko se nam, bom rekla, posmeh zgodi. Zdaj naj povem mogoče še iz lastne izkušnje, da se boste mogoče lažje poistovetili s tem področjem posmehovanja. Jaz se spomnim v enem obdobju, ko sem tudi veliko nastopala, bila veliko pred mikrofonom na odru, sem imela eno obdobje res, da se mi je zdelo, kot da se mi vsi posmehujejo. Tak občutek neke paranoje, s komerkoli sem se srečala, tudi če se mi je samo prijazno nasmehnil, se je meni zdelo, da se mi posmehuje. Ker sem ravno takrat zgleda, bom rekla, trčila ob neko svojo notranjo rano, za katero sem potem ugotovila, da izhaja pravzaprav iz otroštva, ko dejansko so se mi posmehovali, bodisi vrstniki, bodisi kdorkoli drug, kar je bilo odraz nekega nespoštovanja do občutkov, mojih lastnih občutkov, do mojega lastnega izraza. Tudi če ste pozorni, recimo, ali ste vi do svojega otroka ali pa do otrok, ki jih srečujete, a ste
bom rekla, spoštljivi do njegovega izraza. Tudi če se mu iskreno nasmejete, a je ta nasmeh res spoštljiv, da ga imate še vedno otroka za, bom rekla, enakovredno bitje, ki se izraža, sicer na svoj otroški način, ki je lahko zelo zabaven in smešen, ampak ali ohranjate tisto bistvo spoštovanja do njegovega izraza. To je zelo pomembno, ker to zelo vpliva na nas. In potem tudi kasneje v življenju. No? In tako sem v bistvu tudi jaz potem ozaveščala te stvari in se mi je zdelo zanimivo, no? Da sem se mogla nekako tega občutka rešiti. In rešila sem se ga s tem, da sem v bistvu sama začela spoštovati izraz sebe, ceniti sebe, točno takšno, kot sem, točno s takšnim načinom izražanja, kot sem ga bila v tistem trenutku zmožna pokazati, ne? Oziroma, ki sem ga čutila kot sebi pristnega. In to se mi zdi pomembno, no? Zato smo tudi ljudje včasih težko pristni, težko pokažemo svoje resnična čustva, tudi svojo ranljivost, ravno zato, ker se bojimo tega posmeha. Ne? Bojimo se, ker je to lahko zelo boleče. Kot otroci nismo vedeli, kaj s tem bolečim občutkom, ko smo začutili s tem na nek način zavrnitev drugih ljudi, lahko tudi staršev. In to je lahko za otroka zelo boleče, ker še ne razume, ker še nima toliko razvitih možganov, da bi lahko te stvari povezal, da to niso stvari, ki so povezane z njim. In to potem prenašamo v odraslo dobo, na nezavedni ravni seveda. Ne? Razumsko si sicer lahko razložimo in pošljemo tega človeka pač nekam v zanimive kraje, ampak tista čustvena rana pa je običajno prekrita in je težko ozdravimo, dokler je ne ozavestimo. Tako da vprašajte se naslednjič, ko boste začutili, da se vam nekdo posmehuje. Seveda, prva stvar, nič ni narobe, če odreagirate na to. Človeško je, da odreagiramo na take stvari, na poniževanja, na posmehovanja, odkrita posmehovanja, zbadanja, bom rekla, zlobne besede včasih prihajajo iz ljudi, iz njihove bolečine lastne. Tako da dovolite si tudi, če se vam to zgodi, kot se že rečeno, čisto, bom rekla, normalno, človeško, pristno, da odreagirate v prvi fazi in čutite mogoče jezo, žalost, bes, lahko kdaj. Dovolite si občutiti ta občutek, da pride ta rana na plan, da jo začutite. In ko to pride na plan, ko začutite to reakcijo, ko začutite ta občutek, ga torej izrazite, seveda na varen, sebi pač na primeren način. Naslednja faza pa je, kot so že povedala, zavedanje, da ta posmeh v resnici ni namenjen vam, ampak da je odraz človeka na drugi strani. Ja. Odraz njihove projekcije, njihovega nesprejemanja samega sebe. Ja. Torej, ko to zavestite, lahko dosti lažje spustite te občutke in greste v otroštvo in se spomnite se, to je ta tretji korak, spomnite se, skušajte iti noter v ta občutek, tudi če ne vidite mogoče kakih slik iz otroštva dovolj jasno, ampak zagotovo čutite kakšen telesni občutek, kakšen mogoče krč, mogoče bes, lahko na telesnem nivoju, ne? Lahko je na čustvenem. In opazujte, kaj se dogaja. In najdite način, da to sprostite. Lahko to sprostite z zvokom, lahko to sprostite z gibom, lahko greste drva sekati, lahko tečete, lahko predihate, lahko to naredite z dihom. Ne? Spuščate in si vizualizirate, kako z izdihom spuščate te občutke ven iz sebe, ko začnete to podoživljati. Ja? Tako da to je pomembno seveda in takrat boste lažje zadihali, no? Ko to spustite. In ko enkrat to predelate, lahko da se bodo še pojavljale te rane, seveda gremo ponavadi vse globje plasti, se spominjamo še, bom rekla, globjih občutkov, ki smo jih potlačili lahko skozi življenje. Ampak važno je, da se s tem soočamo, da gremo skozi to transformacijo, da si dovolimo čutiti. Jaz vedno pravim, dovolite si čutiti, karkoli pride, ne se blokirati v temu. Ne? Včasih, ko delamo na sebi, imamo ta občutek, da ne smemo sploh čutiti, ne? Da
da moramo biti razsvetljeni in samo čutiti mir in ljubezen in harmonijo. Ne, do tega pride takrat, ko gremo skozi občutke. Zato jih ne moremo zanikati. Ne? Zanikanje vemo, kam vse pripelje. V razne lahko odvisnosti in v druge kompenzacije, ki pa zagotovo niso zdrave, ne za nas, ne za naše odnose, za naše življenje. Tako da dovolite, ker te občutki, ta čustva imajo informacijo, vam govorijo, kaj se dogaja. Zato jim prisluhnite in najdite način, da to tudi zdravo izrazite. In torej, ko govorimo o posmehu, ko govorimo o kakršnih kolih, bom rekla, tako imenovanih psihičnih, verbalnih napadih iz druge strani, ko se mi izrazimo, torej bodi si v osebnih odnosih, bodi si, ko govorimo o javnih odnosih, ko govorimo o javnem nastopanju, komuniciranju na splošno, imejte vedno to v mislih. Vedno se ustavite, ko vas nekaj zaboli, ko čutite posmeh, ko se vas to dotakne, poglejte, katerega dela v vas se je to v resnici dotaknilo. In to je to delo na sebi, to je ta osebna rast in na tak način tudi nehamo potem s prstom kazati na druge. Seveda to ne opravičuje tistega na drugi strani, zelo pa pomaga zavedanje, da pač ljudje smo na različnih nivojih zavedanja ali pa ne zavedanja. Nekateri imamo pač pri nekaterih stvarih mogoče bolj razčiščene stvari, drugi ne. Včasih ljudje to počnejo čisto nezavedno, iz lastne bolečine, iz lastnega nezavedanja. Tako da, ko boste se lahko čustveno od tega oddaljili in pogledali, kaj je vaš del in kaj ni, in ne boste tudi sprejeli vase tisto, kar prihaja z tiste strani, kar ni vašega, takrat boste dosti lažje rasli, ker boste vedeli, ok, to je moje, to je moj paket, to je tvoj paket. Ja? Zato je treba biti zelo pozoren, kaj prihaja z druge strani. Včasih se zgodi, da se ti paketki malo pomešajo in je treba v prvi vrsti pogledati, ok, čak, stop, odmakniti vse in pogledati res, ok, jaz zdaj vzamem svoj paketek nazaj, vem, da imam tukaj mogoče tole težavico ali pa tole rano, ti se boš pa soočil svojo na svoj način, boš ali pa ne boš, v bistvu tu več ni moja stvar, tukaj je moja meja, jaz pa vem, da bom naredila tisto, kar je na moji strani, pred mojim hišnim pragom. Tako da, evo, to je mogoče en tak način oziroma pogled v vajo, če je to vaja, to je pravzaprav za mene osebno že kar način življenja, ki mi omogoča, da lažje diham vsak dan in da se lažje soočam z življenjskimi izzivi, ki vemo, da jih dan danes ni malo, tako da upam, da vam to pride prav. Tako da le pogumno, ne se bati reakcij ljudi, ne se bati odzivov drugih ljudi. Vzemite to kot, bom rekla, en dober poligon za osebno rast in vedno radovedno pogledajte na to, ok, kaj mi ta človek oziroma kaj mi to čustvo sporoča, kot ko se bo nekdo na vas odzval mogoče negativno, a je to res negativno? Kaj pa mi s tem sporoča v bistvu? Kje lahko tukaj meje postavim, kaj se lahko iz tega naučim? To ne pomeni, da vzamete vso sranje po domače povedano, ampak kaj lahko pri sebi spremenim, da ne bom reagiral na tak način več, da mi to ne bo vzelo energije, da bom lahko vztrajala po tej poti še naprej. Tako da razmislite malo. Mogoče vam pomaga ta način. Povedala sem vam, kako sem sama, kakšne so moje izkušnje v tej smeri, kako sem se sama soočala, še vedno vse s temi stvarmi. Tako da, evo, veselo naprej po svoji poti, ne obupati. Vem, da imate že dosti verjetno teh klišejskih izrazov, pa vseeno, dovolite si ta prostor tudi, da čutite, dovolite si čutiti karkoli. Bodi si žalost, za vsa čustva je prostor. Ne samo za vesele stvari, ampak tudi za žalost je prostor, tudi za jezo je prostor. To so vse občutki, ki nas učijo v življenju. Tako da dovolite si. To je vse, kar vam lahko še rečem ob koncu te epizode. Hvala, ker ste prisluhnili. Upam, da vam je pomagalo. Pa se vidimo spet naslednjič v naslednji epizodi. Uživajte.